Decembrski čas je tudi čas obdarovanj. Z malo domišljije in dobrih idej za darila sploh ne potrebujemo denarja. Domiselni so bili tudi učenci osnovne šole Bežigrad, ki so darila za svoje sošolce poiskali kar med predmeti, ki jih sami ne potrebujejo več. V osnovni šoli Bežigrad mladi pred prazniki pripravijo posebno izmenjavo. Otroci tudi se naveličajo različnih igrač in hočejo nove igrače dobiti. Namesto, da bi zapravljali za njih, jih lahko zamenjajo. Na to stojnico sem pa nesel avtočke, dobil sem pa ta daljnogled, to bom dal čemu za darilo. V decembrskem času je bolj kot varčevanje v ospredju zapravljanje. A prvi pogoj, da lahko pametno delaš z denarjem, je, da denar imaš. To pa v teh časih ni tako samoumevno. Dobim žepnino 10 € na mesec, kdaj starši pozabijo, kdaj dajo dvojno. Jaz ne dobivam žepnine, drugače pa mi starši ali pa, če grem v babici, kaj pomagati, mi tako dajo denar. Dobivam žepnino približno 10 € na mesec, pa ponavadi jo dam v šparovc, če pa tako kaj, pa zapravim. Kakšna revija ali pa tako. Kako pravilno razporejati svoj denar, pa se boste na več kot 60 šolah pri posebnem krožku učili že naslednje leto. In prvo pravilo je: nikoli ne smemo zapravljati več, kot imamo. Torej, del denarja lahko zapravimo za tisto, kar potrebujemo, del pa ga moramo dati na stran. Treba je pri varčevanju vedno vedeti, zakaj varčuješ, ne? Če to vemo, se namreč lažje odpovemo nepomembnim stvarem in hitreje pridemo do cilja. Mladi pa si denar za kakšno malenkost, če svojega nimate pri roki, včasih tudi izposodite. Ja, pač smo prijatelji in je v bistvu to nekako normalno, se pa si tako vrnemo denar. Pogovori o denarju, sploh če tega nekdo dolguje, pa so malo zoprni. Če bi bilo to, ne vem, 1 €, verjetno mu ne bi rekla, če bi bilo pa, ne vem, 20 €, mu pa bi pač rekla. Če mi lahko vrne, mislim, pa če bi nujno potrebovala ta denar za kaj. Skratka, čisti računi, dobri prijatelji. Zdaj pa je čas, da se še jaz odpravim na eno predpraznično varčevalno nakupovanje daril.